Smo se s kolegi dogovorili, da bom jaz zadevo vodil. Lepo pozdravljeni. Ne glede na to, da sem tudi s poreklom Zidan. Ne bom govoril Belokranjsko, zato ker celo življenje živim izven Bele krajine, od rojstva naprej v Ljubljani. Na začetku se moramo zahvaliti gasilskemu društvu Zidje, ki je prijazno vstopilo v tale prostor, v katerem lahko izvedemo tole predstavitev knjige o okupacijskih mejah v Beli krajini. O naslovu, ki je pred tem naslovom, ki sem ga povedal, bo nekaj besed povedal kolega Flajšman. Jaz bi se na začetku seveda zahvalil vsem še za obisk. Ne bom pa zdaj vsakega posebej našteval od tistih, ki so nam pomagali na kakršenkoli način, da je ta knjiga sploh nastala, oziroma da smo te zgodbe zapisali, zato ker bi se hitro zgodilo, da bi koga pozabil, pa to ne bi bilo najbolj prijazno. Zato je vsem, ki ste kakorkoli prispevali do tega, k temu, da je ta knjiga nastala in seveda nasploh vsem lepo zdrav in predlagam, da gremo na ta način, da bo najprej vodja projekta kolega Božo Repe povedal nekaj besed, potem bo več besed o knjigi sami povedal Božidar Flajšman. Na koncu bom povedal nekaj več besed pa o tistem zadnjem delu knjigi, ki je zvezan za lokacijo, na kateri se danes nahajamo, torej z Ziljem. Zdaj pa Božo Grigor. Hvala lepa, torej lep pozdrav vsem, tudi jaz se vam zahvaljujem, da ste si sredi dopoldneva vzeli čas in se kljub korona krizi udeležili tega dogodka. Torej, projekt o okupacijskih mejah, kot smo rečemo popularno, je 3-leten projekt. Glavne podatke imate na teh listkih, ki ste jih dobili, vključno z zemljevidom okupacijskih meja. Sama ideja o projektu sicer sodeluje več inštitucij, je išla iz naših pogovorov, predvsem enega kolega Petra Nikša, ki je doma iz Rogaške Slatine in tam je bila družina razdeljena podobno torej kot tukaj, da je en del živel na Hrvaškem, en del v nacistični Nemčiji, se pravi tudi ustaški NKH, in ob prehajanju meje so se dogajale tudi tragične nesreče v družini. In ko nam je on to pripovedoval, smo prišli do zaključka, da pravzaprav kljub temu, kljub vsemu, kar je v drugi svetovni vojni napisano, desetine knjig, stotine knjig, pravzaprav, posnetih takih in drugačnih filmov in oddaje, da se nihče še ni zares ukvarjal z mejami in z življenjem v mejah. In zato smo torej se odločili, da to prijavimo kot projekt in smo ga tudi dobili, čeprav v Sloveniji raziskovalna znanost ni ravno naklonjena raziskovanju v druge svetovne vojne, kaj ne na način, kot to počnemo mi. So pa bogato financirali kakšni drugi pristopi. No, torej, mi smo se tega lotili in naša osnovna misel je bila, da zberemo zgodbe ljudi ob meji. Seveda gre večinoma za generacijo, ki je bila tedaj v otroških letih. So tudi izjeme, imamo pričevalce, stare več kot 100 let in pričevalke, ampak večinoma so to seveda ljudje, ki so bili takrat otroci rojeni v 30 letih ali kaj takega. Tako da je v veliki meri ta pogled, ki se je oblikoval, pogled skozi otroške oči, pogled na vojno skozi otroške oči, tako je kolega Bankovec tudi naslovil en dokumentarni film, ki smo ga kolegom Flajšmanom naredili. To je pravzaprav samo en del, ampak osrednji del zgodbe. Drugi del je bil povezan s tem, da smo v arhivih nemških, italijanskih, mađarskih, italijanskih malo manj, no, ampak drugih pa mađarskih, nemških, hrvaških in seveda naših, poiskali dokumente, da smo dobili zgodovinske karte teh meja in da so geografi, s katerimi sodelujemo, te karte prevedli v moderne sisteme, torej v te GPS sisteme, kot se reče. Pomagali so nam pa tudi s
posebnimi satelitskimi lidar posnetki, kjer se na terenu vidi torej zemlja brez gozdov, brez podrastja, brez vsega, se pravi, se da odkriti, kje so meje šle. No, tako smo nekako detektirali, identificirali okrog 640 km meja. Lahko si predstavljate, predvojna Slovenija, Dravska valovina, je merila manj kot 16.000 kvadratnih kilometrov in to po tem majhnem ozemlju je bilo 640 km meja okupacijskih režimov, torej seveda mejnih kamov, ampak to je še najmanj zlasti pa žičnih ograj, minskih polj, stražnih stolpov in tako naprej. In poleg tega, znotraj te razdeljenosti je bilo še tam vsaj 7-8, verjetno tudi več mest, ki so bila, ali naselji, ki so bila ožičena. Veliko tudi v Beli krajini. In to vam da neko popolnoma drugačno predstavo o vojni, kot se sicer prikazuje, kot veste, skozi razne razprave, ki so izrazito ideologizirane in se sploh ne ukvarjajo z navadnimi ljudmi, z usodo navadnih ljudi. Slovenija je pač takrat izgledala kot neko ogromno koncentracijsko taborišče in prebiti vse te meje. Se pravi, vzpostaviti mrežo čez vse to, kar je storilo partizansko gibanje, ko so bile kurilske postaje, ko so bili partizanske enote in kurilske postaje od Beneške Slovenije do Porabja, zadnji del Slovenije, ki smo ga raziskali, je Prekmurje in Porabje, in tudi v Porabju so partizanski grobovi, ker niso priznavali meja. Na tem ozemlju vzpostaviti neko mrežo, narediti državo znotraj vseh teh okupacijskih sistemov je seveda nekaj nepredstavljivega, nekaj, na kar bi bili Slovenci lahko ponosni iz generacije v generacijo in jaz mislim vedno bolj. Ampak kot veste, seveda je to nekaj, kar ima v Sloveniji povsem drugačno percepcijo, povsem drugačno razumevanje, medtem ko tujci to razumejo bistveno bolje, ne vem, koliko ste gledali, ampak nedavno je bil na televiziji Slovenija predvajan angleški dokumentarec o tem, kako so partizani pripeljali, rešili in pripeljali eno veliko skupino ujetnikov iz Maribola, iz Starega pri Mariboru, v Belo krajino in od tam naprej. Torej, tisti človek, ki je tam hodil, izurjen, profesionalen vojak, je imel velike težave, da je to prehodil. Kaj še nekakrat vidijo. Se pravi, ta naša predstava o drugi svetovni vojni, tako kot se je ustvarjala skozi medije in skozi moderna socialna medija, je nekaj povsem drugega, kot se je v resnici dogajalo. In če si predstavljate, da je slovenski poročevalec, torej časopis Osvobodilne fronte, prišel do zadnjega koščka Slovenije v enem dnevu, danes vam pa pošta ne more dostaviti tega paketa v enem dnevu, potem veste, kakšna organizacija je bila to z vsemi policami, tiskarami in tako naprej. Torej, naš namen je bil predvsem to, in o tem boste tudi govorila kolega, da pokažemo to življenje, kako so ljudje doživljali vojno, kako so se morali prebijati, kako so bili stisnjeni pravzaprav dostikrat, še posebej ob meji. Tukaj ta je zelo aktualna tudi danes, kot veste, ker mnoge tako užičene, kot je tukaj dol, zagotovo med drugo svetovno vojno ni bila. Tako da mislim, se tukaj porajajo neke usporednice, ki smo jih tudi želeli pripeljati v javnost in tudi politikom sporočiti, naj se enkrat začnejo brigati za navadne ljudi, ne pa sami zase. Hvala lepa. Hvala lepa. Poleg delavcev iz različnih inštitucij smo k našemu delu pritegnili tudi študente in eden od njih je bil tudi soavtor pri tej knjigi. Žal se danes predstavitve ne more udeležiti, ker je v službi. Pa je še študent, torej si služi denar, tako da lahko študira. Knjiga ima nekaj delov,
Prvi del je tisti, v katerem Božidar Fleischmann opisuje celotno belokranjsko situacijo, od začetkov pa v glavnem ta knjiga se konča v večini v bistvenem delu že za italijansko kapitulacijo, kot rečeno. Tu se je stvar potem popolnoma spremenila po tisti nemški ofenzivi jeseni 1943, pravzaprav tujih vojsk, razen kakšnih izpadov čez mejo v večji meri ni bilo. Čeprav seveda tudi tisti izpadi, oziroma upadi ustašov in nemških enot, pa bombardiranja, ki so jih Nemci izvajali, seveda tudi niso bila od muh. Včeraj me je to priblisnilo, pravzaprav je tu nastala neka meja, ki je realno bila, pravzaprav nikjer pa tudi dejansko priznana. Namreč nastala je meja med partizansko državo in NDH. Namreč, kako to v praksi lahko izgleda, vam povem iz enega dokumenta, ki sem ga lani našel v Beogradu, v Zagrebu, ko so partizani iz osvobojene Metlike, Božidar, prosili, če jim še vedno lahko dobavljajo elektriko iz Ozlja. In po domače rečeno, prostite izrazi, v Karlovcu se so malo podelalo ob tem vprašanju in je šlo vprašanje do vrha v Zagrebu, skoraj do Paveliča, kaj zdaj s tem, kako odgovoriti na to zadevo. Namreč do kapitulacije je Metlika dobivala seveda elektriko iz Ozlja. V drugem delu je študent kolega Štangl obdelal nekaj specifičnih stvari, kot so recimo partizanske postojanke in pa še en element, ki je tudi precej manj poznan, oziroma postavlja mnogim vprašanja, ki stvari ne poznajo, kaj pa to tam je, kaj so za vraga tisti bunkeri pri Metliki, ki ne gredo od Kolpe, ampak gre od Kolpe stran. In o teh delih bo nekaj več povedal kolega Fleischmann. Pa se vprosti, pa so dalo starših partizanov? Ne, seveda ne. Na višjih nivojih so potem rekli, šprav pa smljeno zelo, kaj so pa greste, kakšne neumnosti pa počnete, da nam to sploh predstavljate kot vprašanje na višje inštance. Direktor elektrarne Vozlo, Munjare, je bil zaslišan. Od tega zapisnika imamo tudi ta zapisnik, ker je povedal, kako je to on sploh si drzno poslati dokument. Partizani so formirali v Metliki gospodarska komisija in so poslali na Munjaro, na elektrarno Vozlo, da če jim lahko priklopijo nazaj elektriko, septembra 1943, ko so jim odklopili. In prišlo je do ministra Zagreb in on je napisal, kako si je to sploh drzno, ker ja vejo, da so tam partizani in ne moremo dati elektrike, ker to ni v skladu z državno politiko. Tako je Metlika ostala brez elektrike, ker ni šlo tako daleč, dokler so bili pa Italijani v Beli krajini, je pa to funkcioniralo seveda. Potem so pa prekinili. Ampak to so take zgodbe, ki jih je mnogo zgodb, zelo zanimljivih. Tu je Darka Čop, tu je Marija Jelenič, Štefka Špehar, ki recimo 3 legende iz teh intervjujev, ki so jih tudi povedali mnogo teh zgodb. Jaz moram povedati, da je bilo v Beli krajini narejeno 49 intervjujev. Pogovorov objavljenih je nekje vsak, če rečem, izseki po 5 minut, to je 4 ure neprekinjenega gledanja. Na celem teritoriju Slovenije pa smo jih naredili 187, to je objavljenih zdaj nekje 19 ur posnetkov. Je pa še večji del, vsaj 2/3 nekje ni še tega materiala objavljenega, bo pa poleg te knjige, jaz upam, da bo to nekaj septembra, korona nam je to zavrla, bo še dokumentarni film o Beli krajini, okupacijskih mejah, kjer te, ki so nam dali podatke, nastopajo po vrsti en za drugi. Tako da je tudi to prikazano. No, Bela krajina je bila okupirana, kot veste, od Italijanov. V začetku so bile tudi ideje, da bi šla Bela krajina pod Nemčijo, če že okupacija, so nekateri zbirali tudi podpise, da bi šli pod
Nemčijo in jih nesli tudi na nemško komando v Brežice. Nemci so jim celo obljubili, da bojo prišli, ampak jih ni bilo 10. maja, da bojo prišli, pa niso prišli. Zelo zanimivo je bilo zame to, ker tega dejansko nismo vedeli, da se tudi to dogajalo. Nam je Stipanič iz Gradca pojasnil, da so mnogi delali v Nemčiji in so raje imeli Nemce kot urejeno državo in so pošiljali denar domov kot Italijane, kjer so imeli še mnogi izkušnje iz fronte, iz prve vojne, slabe izkušnje z Italijani. No, skratka, Beli krajini zaenkrat so bili sprejeti še nekako normalno, potem pa je se zadeva vse bolj zaostrila, upor, tukaj imate spominsko ploščo v Ziljah, koliko jih je končalo na Rabu, umrli na Rabu ali v Gonarsu, partizansko gibanje je postalo vse močnejše in po kapitulaciji Italije dejansko bilo tudi osvobojeno ozemlje. Seveda so tukaj mnogo tesno sodelovali tudi partizanske enote iz Hrvaške in slovenske enote, tako da je na Žumberku nastalo veliko partizanskih bolnic, kjer so slovensko-hrvaških bolnic. Predtem pa, še dokler so bili Italijani, to je pa študent Blaž Tangl podrobne obdelal, so Italijani imeli namen zapreti mejo z NDH ravno zaradi tega, da bi preprečili prihajanje partizanskih enot iz Hrvaške v Slovenijo ali obratno, oziroma takrat Ljubljansko pokrajino. Ostanki so teh bunkerjev pri Metliki, 5 bunkerjev je ohranjenih, eden še malo bolj manjših kosih. Odkrili smo vse te načrte italijanske, vse to je v knjigi podrobneje obdelano in tudi obdelano je podrobneje postojanke, ki so bile v Beli krajini, predvsem na podlagi partizanske obveščevalne službe, ki je bila izredno učinkovita. V arhivu Slovenije hranijo dokumente, kjer so natančni podatki recimo za Zilje, tukaj Zilje, to bo Bojan potem več povedal, totalno natančni podatki ali za Metliko, popolni podatki, ne samo kdo, koliko vojakov je, kakšno oborožitev je, imeli so tudi podatke, kaj je bil kdo v prejšnjem poklicu, ko so bile različne vojske, financari, karbineri, fašisti, kaj so bili, tako da so partizanska obveščevalna služba to zelo dobro obvladala. Kot zanimivo bi še enkrat poudaril, da je iz zgodovinskega spomina izginilo, da so bile ta mesta ožičena. Metlika popolnoma. Smo našli tudi zemljevide. Selič v celoti ožičen. Črnomelj načrta nismo našli, ampak po vseh pričevanjih in po vseh dokumentih, kar so dostopni, je bil tudi ožičen. Zdaj, ali čist celoti, ne moremo trditi, ampak je bil. Zilje, Stari trg od Kopri, Griblje, skratka, te manjši kraji. V Sloveniji recimo Šentjernej, celo 3 mreže je imel okrog, 2 cele pa še ta linija proti NDH. Novo mesto. Znano je pa samo, da je Ljubljana bila v Obžici, to je pa nekako šlo iz spomina. Pa še pri Ljubljani se pojavlja problem, da se ne ve, da je bila Ljubljana dejansko tudi obmejno mesto, ker je tam potekala pri Savi še meja med Italijo in Nemčijo, tudi obmejno mesto. Skratka, teh zgodb od Bele krajine je ogromno, teh dogodkov. Marija Jelenič je zelo podrobno nam opisala, kako je bilo na Vilici, kako niso bili vsi Italijani, recimo, da bi rekel, da so ne vem kaki zločesti, ampak so bili tudi taki, ki so bili človeški. In ta človeško se je pokazala tudi v primeru, recimo, Bojancev ali pa Žuničev, ko dejansko, recimo ena taka specifika, iz Žuničev ni šel, po vseh pričevanjih, kar imamo, ni šel nihče na Rab, koncentracijsko taborišče, niti iz Bojancev.
Marija Starsinič iz Preloka je rekla, da iz Bojancev ni šel nobeden na Rab, zato ker je bila tam ena Zora, ki se zaljublja v italijanskega oficira, on z njo in sta oba priprečila, da bi šel to. Se pravi, čisto taka človeška zgodba. Đuničih je pa, ko je Staršiniča ni zdaj tu, povedal, naš partizanski harmonikaš, je italijanski komandant, ko so prišli kamioni, da jih odpeljejo, je rekel, vija, pejte, nobenega ne bomo dali na Rab. Tudi to se je dogajalo, take stvari. Seveda to ne upravičuje to, kar so počinjali Italijani, požigali, pobijali, Bojanjev vas recimo, kar nam je podrobno opisal Kočevar, ki je to doživel, ko so vse požgali, ko so, predvsem pa, kar je meni se zelo vtisnilo iz teh pričevanj spomin, je to, da so našli dobro besedo za Italijane in v začetku tudi za Nemce. Celo Marija Koležnik iz Metlike je pričala, ko so Ustaši in Nemci vdrli v Metliko, je nemški oficir preprečil, da jih Ustaši niso pobili. Skratka, jaz nisem enega pričevanja našel, da bi kdo rekel kaj pozitivnega v Ustaših. Zato so bili pa res, bom rekel, izjemno sovražno razpoloženi, tako da so jih morali, v ta primer pove, celo Nemci nazaj držati. Vse poznate tiste zgodbe o Paveličevih modrih očeh, ste brali Vitomira Zupana, kako so nesli Paveliču dekliške modre oči, izkopane za darilo. In ko sem poslušal recimo Zekuharja iz Bošinje vasi, ko je rekel, je šel eden čez mejo, da bi kupil nekaj na drugi strani in trgovec, so ga pri priči zaklali. In ljudje se niso upali čez mejo iti po teh pričevanjih, ne zato, ker bi zaradi italijanske ali nemške kontrole, ampak kaj se bo zgodilo na ustaški strani. Ali Frančiška Tahija, vaša Zilčana, ki stanuje zdaj tudi Glavici preko, pravila, kako so ustaši streljali na otroke, ki so bili na tej strani Kaufe, malo za hec. Sicer pravi, niso nobenega zadeli, ampak skratka, to so stvari, ki se ti nekako vtisnejo spomin in posebej pa še to rekel, ko danes vidim to žico, to mejo, je tukaj iz Žuničev Staršinič, Franc lepo rekel, bolje zdaj meja, bolje zdaj trdna meja, kot je onda je bila. Skratka, res je tako hudo, Italijani so imeli namen ožičiti, ampak niso ožičili meja, samo trdili so posamezne mostove, posamezne objekte. To je pa ena stvar, o kateri bi bilo dobro en širši razmislek narediti in mi upamo, da bo tudi ta raziskava, kam to pelje in kam je to peljalo, ta žica med drugo vojno, da to ni rešitev za probleme. Žica zagotovo ne. In izkušnja iz druge vojne kaže, da se bati tistih, ki žico postavljajo in ne tistih, ki jo prehajajo. Morda je dobro o tem malo širše razmišljati. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Kako so se Zile znašli v tej knjigi? Tako kot se je znašla Rogaška Slatina v knjigi, ki smo jo tudi izdali. Kot je povedal kolega Repek, kolega Mikša iz onega konca, ne te družinske stvari poznal. In seveda to je lahko hitro spodbuda za neko mikroštudijo nekega lokalnega področja. Podobno je seveda bil potem lahko motiv to tudi pri moji udeležbi v tem raziskovalnem projektu oziroma raziskovanju Bele krajine. Že kot mulc, ko sem hodil, seveda sem na počitnice k starim staršem, pa k stricu in teti, sem seveda slišal, pa seveda tudi že doma od očeta o tem, pa strici pa tete so govorili, kako so hodili v šolo mimo Italijanov, kako so se šli, so tam pasli živino, pa je kakšen staški metek često let. Seveda zdaj, kot profesionalci smo pa seveda pristopili še profesionalno in smo stvari naredili tako, kot se šika. Poleg tega, da smo seveda šli sprašati na lice mesta,
vaščane, nekatere sem vedel koga, oziroma v glavnem je potem to stric tisti, kot bi rekli, oficir za zvezo, ki je pomagal poiskati sogovornike, ki imajo dovolj visok emšo, da so bili takrat že toliko stari, da so vedeli, kaj se dogaja in so vedeli, kaj povedati. In potem smo to seveda združevali z različnimi dokumenti, kot je rekel kolega Fleischmann, tudi za Zilje lepo obstaja lepa skica, kako so Markova hiša, to je tule malo nižje, edina na desni strani, oziroma edina ožičena je bila, ki je bila na desni strani ceste, če gledamo v smeri Prelovke, ali in potem zraven je še dve ceste, hiši na oni strani. Seveda, najbrž sem pozabil, ali pa sploh slišal nisem o tem, kako so bili jaki med hišami in tako naprej. In potem, seveda, na terenu pa, ko slišiš te zgodbe in se staviš potem še z nekim arhivskim gradivom, pa lahko pride taka lepa zaokrožena zgodba, ki seveda je lepa zgolj v smislu, da je lepo povedana. Vsebina pa ni takšna, ne? Vsebina pa je tragična, če poslušaš, kako so, ne zgolj zato, ker je to tvoj sorodnik, ampak pač katera kola oseba, na katero so vojaki streljali v vojni, seveda se ne počutiš najbolje. Ni sicer iz Bele krajine ta zgodba, ampak kljub samo to zgodbo povemo povsod, da povemo, oziroma da skušamo prikazati, kako izgleda pri nas delo na terenu, ko si z nekomu pogovoril in on pripoveduje najbolj intimne zgodbe iz svoje ali družinske. Ga vidite, da je možakar precej hust, ne? Sva bila v bližini slovenske vasi, oziroma Breganskega sela, kot je to kraj imenoval predtem. To je ena od vasi, ki so jo zasedli NDH jo je zasedla. Dubaj so jo pravzaprav zaradi nekega dogovora z Hrvati, ne bom zdaj detaljno o tem. In gremo za nekaj gospodo neko grapo, res grapo, po Tulini tečem potoček, ki je bil meja. In on razlaga, kako sta njegova mati, njegov oče in še en prijatelj od očeta kolje za vinograd so čez mejo metali. Ker parcele so ostale na različnih stranih meje. Tako, kot danes v Božakovem mora čez most, ki je država šlampasta, pa je noče mosta popraviti in moraš 20 km ali več okolj na svojo parcelo, takrat tudi nismo mogli, in so seveda šli ilegalno. Ker živeti je bilo pa treba iz dneva v dan, dokler te preklete vojne ne bo konec. Kolje so metali čez mejo, mož je ženo poslal po vodo in ko ona šla po vodo, je počela. Meja je bila zaščitena z bombami, minami in tako naprej. Raznesla je mino in ko ona je pošla nazaj, eden od obeh je bil že mrtev, njen mož je pa izdihnil naročjo. Ona je bila v 7. mesecu nosečnosti s tem, ki nam je to pripovedoval. Primerljivo je seveda tudi poslušati zgodbo iz Zilj, kako so otroci šli mimo italijanskih vojakov, ki so jih, seveda italijani so vsi lahko tudi malo ragazzi, bambini in tako naprej, pa so jih učili malo italijansko pozdravljati buongiorno. Otroci so šli, kot so rekli, čez pašnike v Prelovko v šolo, pa so tam partizane srečali. Partizani so seveda jim rekli, so jih tudi učili, kako pozdravljati. Seveda zdaj pozdravite kaj malo drugače, ne Bog dej sreče ali kaj drugega, ampak smrt fašizmu, svoboda narodu. Pravite, da so se znali zmotiti, pa so tudi partizane pozdravili z buongiorno, pa so so imeli še eno vajo, pa so še enkrat mogli reči smrt fašizmu, svoboda narodu. Ker so prišli v šolo k Feliksu Jugu, ki ga starejši med Ziljani poznajo, so vam spet morali reči buongiorno. Kako čudna je bila pa ta vojna v zvezi s Feliksom Jugom, pa še ena zgodba o Feliksu Jugu, potem bom pa počasi tudi končal, ker sicer vam bom preveč povedal, pa nam boste rabili knjige brati.
Moja teta, Frančiška Rajna Balkovec, poročena za Itahija, je pokazala 3 spričevala. Slike so v knjigi, tudi tam mislim, da na panoju je ta slika spričevala. 3 spričevala, ki so jih izdale 3 različne države. Šolsko leto 40-41 je še jugoslovanski dokument. Šolsko leto 42-43 certifikato, torej italijanski dokument, in ona je Francesca. Ta zadnji spričevalo, ki ga pokazala, pa je šolsko leto 1944-45 na svobodnem ozemlju. In celo izdala ga je že DFJ. Ampak šarmantno je pa seveda, ko gledaš, tudi to podpisana enaka. Felix Jug, na vse trek. Kot je povedal že nekaj malega Božidar Flašman, mi smo evidentirali neverjetne količine različnih ostankov na terenu, od mejnih kamnov, mimo grede na slovensko-hrvaški meji severno, torej ob Sotli. Množica kamnov je takih, na katerem je en pa D še malo zamazan. Z druge strani se pa še zmeri ta dol, da bi tudi D, torej nemško, NDH-jevski mejni kamni so danes na razdelitve med Slovenijo in Hrvaško. In želja nam je, da seveda naredimo nek popis vseh teh dokumentov, hkrati pa želimo, da bi se morda tudi na terenu v krajih, kjer so te stvari ohranjene, kjer se da kakšne stvar pokazati, postavili kakšne informacijske točke. Zdaj bomo skušali, da bi to v Ziljah naredili kot mušter za povsod, na neko tablo, recimo velikosti meter krat meter, v obliki, da narava, torej dež, veter, zima, mraz, tega ne bo uničila, se zapiše nekaj kratkega, da se kakšna slika. Imamo originalne slike iz septembra 1943, ko so pred Markovo hišo podirali bunker. Damo gor še kakšen zemljevid, damo kakšen dokument, recimo tisti iz arhiva, kjer je narisana kako Brežica in piše, koliko je vojakov noter, kakšno orožje imajo. Povezavo do Facebooka, YouTubea, kjer so filmički, kjer se različne druge stvari dobijo, in nekdo, ki gre mimo, se lahko ustavi in izve še kaj več o posameznem kraju, ne zgolj o naravnih znamenitostih kraja oziroma okolici, ki jo pač lahko opazuje. Pa seveda tudi v spomin, recimo tudi v opomin za bodoče čase. Zdaj pa seveda bomo mi končali, pa prepuščamo možnost kakšnega vprašanja se tudi vam. Če še kakšen novinar, poleg kolega iz Dolenjskega lista, imamo še kakšen recenzijski izvod. Ne pa kot reklama, zato da je treba čim več kupiti, ker mi od honorarjev od tega ne dobimo, ampak kdo želi, koga zanima nakup knjige, naj se oglasi pri meni ali pa pri Ireni tamle Balkovec, pa bomo naredili seznam, jaz bom videl, koliko vas je, potem bom pa knjige dostavil, pa bo tamle pri stricu bodo pa prevzemljive. Bo šle malo knjige postavil. Poračunala, tako, partizanska trgovina. Vse ima izkušnje, namreč, on je, njegov oče, torej moj ded, je bil predsednik Narodno-osnovnega odbora v kraju in je po vojni nosil različne dokumente po vasi oziroma neke informacije, podobno, kar je treba razkačevati na ta način, tako da mu ta distribucija pravzaprav je že od mladega navajen, pa bo po moje tudi to zlata naredil. Te informacije so zelo pomembne, zato bi rekel, da tukaj ste tudi Zvonka Štrbenc in moja sestra Sonja, ki so mi zelo pomagali z informacijami, da smo dobili v Beli krajini 49 ljudi, ki so vedeli marsikaj povedati o dogajanju med drugo svetovno vojno.
Jaz sem se prej postavila tam, ko sem ogledovala to sliko in en gospod, ne vem, ker eno tako krasno zgodbo povedal o šunki. Kdo je to povedal? Vi ste tam, no se vrti. A ne bi nam še zdaj povedali to zgodbo iz Italijana? Kaj vse? Vse, nekaj ima zelo všeč. Kar. To je ena zgodba, to je rekla moja mama, kakaj dekle, ne vem, 14 let, 13. Markova, ja. In Italijani so bili dokaj ti fantje premožni, imeli so denar, niso rabili krast. No, ampak se je dvema italijanskim vojakoma vseeno zdelo imenitno in so eni sušilnici eno šunko mastinili. Ampak je ta gospodar, pa ne vem, kdo je bil prijavil na komando, da je šunka ukradena. In od strahu, ker jim je bil obljubljen šus, so to šunko vrgli v Markov WC. Takrat je bil škarbunk, ni bil kot današnji. Ja, in po vojni, ko je bilo vse končano in tako dalje, je prišel brat iz partizanov od moje mame in je moral čistiti tole greznico, ker je bila precej polna. No in takrat se je ta šunka našla v dnu greznice. Ja, niso jo pojedli, a morali so jo dati, da so obranili glavo. To vem. Ja. Konzervirala je bila. Ja. Fajn zgodba. Tam je pa iz Markove, kako so pri Markovi hiši, vola v kosih obesli vodnjak. To so naše, Grujine, ja. Bili so vola i ko se malo cedo so u vodnjaku imeli nad vodom bešere, jer taj je bilo hladno. Na Skadnjoj se ste slikali, že zdajke so imeli si bajko, Sera Zrtoš, zdaj su noske. To smo posneli sve, ja. Skadnjom zimali. Pa je štrik razlog. Po mojem lahko formalni del končamo, pa gremo v formalni del tam, da je Študij,